tukaj vidim, da imate tudi vse polno stvari. Čim vse služijo? No, tukaj v tej sobi, kot smo šli iz prve, so tu črpalke za te hišne vodovode in še nekaj in pa ta kopalniška peč. Črpalke imamo tukaj zelo največ črpalk in če gre pa kar tako od te strani, tukaj je črpalka za hišni vodovod ročna, ki so jo poganjali z roko in črpali, kot smo pregovorili, vodo na podstrešje, rezervar in pol razvijali vodo po hiši. Tam na naslednji steni je tudi podobna ročna črpalka, ki se pač te črpalke se med seboj razlikujejo, nekaj tehnično, ali pa en cilinder ali dva in tako. Odvisno, kako hitro vodo črpalke take? Ja, tudi to, preveč cilindra ali pa dva, bolj koliko vode zajame in tako dalje. To so že take stvari, ki... Tehnične, to ni za punce. To pa je kopalniška peč. Kopalniška peč. Torej pravijo je kraljica peči, ker ima to takšno krono gor. In ta peč, tukaj si je bila v kopalnici, voda je bila v tem kotlu, spodaj se je kurilo. A se to je tuš? In gor je tuš in spodaj je pa pipa za kat. Poglej ti fino, kako so se znašli. Ej, veš kaj sem zdaj ugotovil, ne? Ker sem Rimljane malo bolj spoznal, da so oni ful uživali včasih. Imeli so bazene, pa imeli so kopalnice, pa vročo vodo, mislim, prav znali so uživati, ne? Ja, uživati. A ti sploh veš, koliko časa jim je vzelo, da so zgradili vse te stvari, v katerih so pozneje uživali? Ni to tako enostavno, kot danes. Ja, potem je dobro, ne, da se je tale poklic inštalater strojnih inštalacij toliko moderniziral. Ker mi lahko prav toliko uživamo, kot Rimljani včasih, ne. Mislim, da se vse zgradi ful hitrejše. To je res. Ne? On ga. Ajde. To je zdaj tretja, zadnja soba. In tukaj je pač predstavljena delavnica izpred par desetletij in z raznimi drugimi pripomočki, ki so jih še uporabljali. To je poljska kovačnica, tako imenovana, ko so šli na teren, so to nesli s sabo, da so not zakurili ogenj in na tem kovali uporabljali za kakšno krivljanje železa, za topljenje svinca, ki so ga pol rabili za zalivanje, ko so cevi, ko so jih spajali in tako dalje. Ker precej se teh starih tehnologij je bilo na svincu. Kaj pa je to? To so klešče? Tukaj je bilo, kot smo povedali, neka rekonstrukcija delavnice, ki je bila že v Ptuju v 20 letih prejšnjega stoletja. Prva ustanovljena. 20 letih že? Ja, v 1927 je prva, ker je bila tukaj pa je tako različno to ključavničarsko inštalatersko orodje, ki so ga takrat uporabljali. Delavnice so delali lastnik, mojstri, pomočniki in vajenci. Vajenci so zadelali vse, ko so prišli v delavnico, niso znali nič. In najprej prvo njihovo orodje je bilo metla, vedro in krpa, so začeli čistiti in pospravljati, kot je gospod Giovanni pravi, so morali zjutraj zakuriti po zimi peči, da so bile delavnice tople, pospravljali, vse je moglo biti vedno čisto na svoje mesto. No in pol počasi so jih pa v pomočnikih so pričeli delati tudi druge stvari, torej so se učili obrti, hodili so pa tudi v šolo in ko so končali ta uk šolo, so naredili te pomočniške izpiti in postavlja pomočnik. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 378 prostih delovnih mest za poklic inštalater strojnih inštalacij. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 46 brezposelnih inštalaterjev strojnih inštalacij. Pripelji v dom toplino in klimo. V 70-ih letih je v Sloveniji nastala strojno-glasbena inštalacija po imenu hidrogizma. Glasba je nastajala iz zvokov vode, ki se je pretakala in kapljala po konstrukciji iz kovinskih cevi. Na enakem principu temeljijo tudi zadarske morske orgle, kjer zvoki nastajajo s pomočjo valovanja morja v ceveh.
Niso pričakovali, no, da bo tak odziv, glede na to, da oddaja še ni tako Mraz. prijeta med Vidiš, kaj si zdaj naredil? Sam si se lotil popravljati. Evo ti. Mislim, da je vam, Sam moraš, frajer, sem sam sposoben. Pa dobro, no, kaj pa včasih, ko so še v jamah živeli, saj takrat tudi niso imeli ogrevanja, pa so preživeli vse. moja ideja, moj koncept, moja vizija, kako naj bi Sej, pravzaprav oddaja izgledala, moj, če bi bili vsi tako sposobni kot ti, bi še zdaj v jamah Tako živeli. da se kar fajn počutim, no, ko vidim, da je oddaja vedno boljša, da se trudimo vse še boljša, vsakič znova, vedno znova. Ej, stran me je kaj kašljati. gledalcem.